kakor jezik, ne, ki značuje en narod. Tudi v arhitekturi imamo te znake, ki dokazujejo pripadnost narodov enemu skupnemu prostoru. Ne. Kozolec je tista stavba, ki najbolj močno, ne, to dokaže. Zakaj to? Kozolec je stavba, ki je samo razširjena samo na recimo skupnem slovenskem prostoru. Jo dobimo seveda največ v Republiki Sloveniji, na Koroškem, po Dolgi Zilski dolini proti Bruniku, ne, in na koncu tle v Benečiji. Ne. Tako da Kozolec je edina stavba, ki moramo reči, da je stavba original slovenska. Značilna. Kozolec seveda je potem pripada tistim skupnim recimo stavba, ki so namenjene za kmetijstvo, recimo, ne. Hiša je glavna stvar, recimo, kjer ljudje živijo. Druge stavbe so tiste, ki se potrebujejo za razvijanje kmetijstva in za hrano kmetijstva in tako naprej. Malo bolj visoko imamo pa kaščo. Ne. Te dve stavbe so po mojem glavne recimo za zgodovino arhitekture, kmečke arhitekture v Benečiji. Samo dve besede prej od kašče. Ne. Kašča je stavba, ki ima eno samo recimo sobo, ne, tako. Ta soba je v prvem pritličju obzidana s kamnatim zidovom in na vrhu, ne, je druga soba, ki je pa zaprta z lesenimi deskami, ne. Ima samo ene vrata vhod, je brez okna, in na vrhu je strma streha, ki je bila enkrat pokrita slamo in zdaj pa je tako. Zakaj je pomembna ta kašča? Razen, ki je lepa sama v sebi, je pomembna, da ima recimo sledovi recimo prve hiše, ki so kmeti gradili, recimo, kar so kolonizacijo teh krajev naredili. Ne. Hiša, recimo, prva hiša je bila približno enaka kot kašča. Ne. No, ta casa recimo mora biti recimo tako, nima napisa, doktor se dobi tudi napis, recimo je od 1500, ne. 1500. Kozolci, no, so različni, eni so bili novi, eni so bili stari, ampak Kozolci je pa druga zgodba, ne. Kasta ima to posebnost v dolge čase, ne, kjer ljudje so se tle naselili. Kozolec je pa povezan, recimo, plus tem povezavam, kulturne povezave med Benečijo in Tolminsko-Cerkljansko Škofjo Loko. Ne. To je razlika med tem dvema. Pridimo na Kozolec. Ne. Kozolec je zanimivo stavbo na več razlik, recimo na več vidikov. Ja, tako. Prvo je ena stavba, ki edina, po mojem, ki ni bila mislena kot stavba. Je stavba, ki dokazuje razvoj od opreme, recimo kmečke opreme, do zgradbe. Zakaj? Ta razvoj je približno tako. Ne. Kmeti so imeli potrebo sušiti seno. Prva, najbolj enostavna stvar je ostruca. Ostruca je en drev, ki ima še recimo tako odrezane veje, kjer so delili na tem drev, ki je bil pičen v tla, so delili seno ali drugo žito ali kajkoli, da se posuši.
dve, tri ostruce v vrsti, ne, so povezali z latami, ne, in recimo so omogočali bolj veliko, recimo tako bolj velik prostor za blago, za dati blago za sončno, ne. Iz tega prvega tako vrste, recimo teh stebrov v tla in tele late, recimo, kjer so kladli recimo seno in druge stvari, so pokrili to stvar z eno majhno strehico, ne? Tako da tudi seno, ki je na vrhu, se nazaj gnije. Potem so pomislili, da to, ki ni bilo zelo stabilno, ne? Kar je to močno, so pomislili, da nimo še eno zraven, ne? Drugo vrsto in jo povežemo med njimi, ne? Recimo z latami, ne? Tako da dve skupaj držijo bolj močno kot ena sama. Tistemu, ki je prišel v misel, ne, recimo, pokriti te dve vrste, ne, stebrov z latami, streho, je varil stavbo. Recimo tako, da predstavimo, da je edina stavba, ki ni mišljena od začetka kot stavba, ma je potrebe v razvoju počasno, ki so ugotovili, da kaj je boljše, ne. To je prva stvar. Druga stvar smo že rekli, ki je recimo kozolec je recimo stavba slovenska in ni drugod, ne. Tretja stvar je, da kozolec je zanimiv tudi v vidiku arhitekture, ne. Zakaj? Recimo preko gremo na to temo, naredimo še en korak odzad, ne. Pogledimo na tem slovenskem skupnem prostoru, kako se razlikujejo kozolci, ne. Recimo v večino prostorov v Sloveniji so kozolci, ki imajo stebre z lesom, ne. Steber z lesom, recimo, je en problem, recimo tako, za vzdrževanje. Zakaj? Za steber, ki se priključi na tla, mora zahniti, ne, ki je leseni, ne. Tako da so dobili več razlik, kako to narediti, da to se ne zgodi. Prvo so delali skale, so delali tel steber v skale in potem so gradili naprej. Je več tipologij kozolca na slovenskem prostoru, ma glavna razlika, po mojem, je recimo med kozolcem, ki imajo stebre iz lesa ali ki imajo stebre zidane iz kamnja, ne. Ta tipologija, ki je naša, beneška, izhaja iz tega območja, ki začne od Škofje Loke, Cerkno, Tolmin, Idrija, Benečija. V tem pasu se je razvil kozolec, ki ima stebre zidane. Druga stvar, moram reči to, zakaj se rabi kozolec, ne? Kozolec se je rabil za sušiti seno, žito, pšenico in druge stvari. In recimo to je bil namen glavni. Plus je v pritličju in v sredi je bilo pa skramba ali za opremo za kmečke dele ali za skramba tistega pridelka, ki je bil že suh in so ga recimo delili znotraj, ne. Kozolec je za sušenje in je tako sestavljen. Ima 6 ali več recimo stebrov. Med stebrami so dodani leseni stebri, kjer so priključene, imenujemo mi late, ne, tiste recimo drevesne dolge late. Je to recimo se bom moral reči, zunanjen, ne, zunanjen recimo tako, ima te late.
znotraj je un prostor, recimo pokrit na dva nivoja, prekliče en prvi nivoj in pokrit potem s streho. Vedimo tele detalje, ne? Kako mojstro so to delali. Drugod jih vidimo še bolj razlike. Zato ker tele late, ki so bile iz lesa, ki niso mogle biti debele, so se mogle tudi zahnileti, ne? So v enem stebru naredili luknjo, drugem več so naredili samo zarezo, da se lahko to spremeni, ne? Da se lahko to, brez da se mora nazaj brez obednega priključka, recimo zabiten recimo cvekam ali tako, ne? Bilo vse enostavno recimo izdelano za po potrebi. Na ta late se je nabasala zelena recimo trava ali pol posušena, počasi se je to sušilo, kar še posušilo, so jo odjeli znotraj in so odjeli drugo. Za arhitekturo je važen na več vidikov tudi, ne. Prvo, ko element tipološki, recimo tipologija je tista recimo tako, tista osnova, ki recimo je točno mora biti, ta zgradba mora biti taka, ki je. Ti ne moreš dodati, ne sneti, da zboljša stvar, ne. Tipologija se prenasa v rod roda, a ostane enaka. So majhni detaljci, ki se popravijo, ma glavno ostane fiksna. Druga stvar je, da kozolec je nastavil, tako kot vidimo tukaj, da je zaprta in odprta. Mi stojimo v enem prostoru, ki se čujemo zavarovani, ma smo direktno povezani z naravo. Ker ta stavba je, ker na te late se položi seno ali žito, ta stavba se zapre in dobi svojo tudi barvo, obliko, masivno, ne, vrata bolj močna, ne, tudi prostori znotranje vratajo bolj temni, ne, so zaprti, se spreminja, tako kot se spreminja od zunaj, tako kot se spreminja znotraj. Potem ta stavba je zanimiva, zato ker ta tipologija, sem rekel prej, in način, kako je proporcije, ki so dolgava, višina, dajo tej stavbi, tako sem napisal v tisti knjigo, ki sem naredil več let od zadaj, dajo tej stavbi vidik spomenika, vidik templa. Če mi gremo recimo v Grčijo, ki vidimo tele stare templje, se ve, v naravi, ne, recimo, če tudi, tukaj smo v drugem, to je kmečka stvar, dol je bila recimo kulturna, ne, ampak ima to obliko templja, ne, streha, ne, vertikala, ste tele stebri močni, ki dajo vertikalo, in recimo odprta proti naravi. V enih, recimo se še to, te kozolci, beneški kozolci, recimo te kozolci z zidanim stebrom, imajo te stebre recimo kvadratne približno, ne, močni, zato mora biti tudi močni proti potresu, ne, se vidi, da potres, ki je bil tukaj 76, ni pokvaril obedna kozolca, ne. Močni, masivni stebri, in lahko, vse drugo je lahko leseno, streha je zelo lahka, ne, in tako, da te kozolec ima to stabilnost, ne. Recimo tako, da kozolec v Benečiji je prišel iz Tolminske, ne. Povezave kulturne, osebne, družinske povezave so to prinesle. In zanimivo je, da recimo kozolci so bili po vsi Benečiji, ne, ampak pri enem kraju so zginili, že so se porušili, so se zgubili, ne. Ampak zanimivo je, da recimo občine,
kjer največ te kozovcev dobimo, so Dreka, Grmak in Savodnje. So tisti blizu? Buj blizu so recimo Tolminskega, buj so bile te povezave močne, buj se ta kultura recimo stavbaška razvija. Ne. Kozovci, ki zdaj največ jih moramo videti, ne, eni so bojo zdržani, drugi porepadajo, ne, je ta pot, ki povezuje Topolovo, Sevce, Brdo, Platac, Kanalac, Gabruca, tukaj smo Jelina do Maserih. V teh poti vidimo največ obstoječih kozovcev. Kaj smo rekli prej, da ima ta pogled v zgodovino, v način recimo življenja v hiši, ne? Ampak kasta potem je bila tista stavba, ki je bila zgrajena ali v vasi, pri hiši, ali blizu vasi, v tem primeru, kjer smo zdaj. Ne? V tej kasti recimo je v pritličju, ki je v tleh, pol zunaj, recimo je bila klet. Klet, ki je bilo za kampir, za te stvari. Recimo v tisti sobi, ki je bila recimo obložena, ki ima zaprta recimo z deskami, so bile pa shranjene vse tiste stvari, ne vem, suhe jabolka, hruške, vse te pridelki, pšenica, ki morajo biti zelo, ne smejo imeti vlage, ne. In to se je počasi sušilo, a je recimo omogočalo preživeti skozi zimo. Ne. In pod stresi potem je bilo pa seno, ne. In zanimivo je, da telekasti, ki so bile v vasi, ne, recimo velike družine, ki so imeli majhne hiše v teh časih, recimo tisti, ki niso bili gospodarji v hiši, ne, strici ali tako, so spali v podstresju, v kasi, ne, usijene, ja, tako. In za zadnjo stvar, Renzo, še vprašanje, ki zadeva vse. Se dela ki za ohraniti kozovce ali se zgubijo, kako se zgubijo vse tle pri nas? Nič se ne dela, to je slabo. Ne. Kozolec je biti ohranjen takšen, ki je, in namenjen, tako smo zdaj tukaj, ne, kar so recimo turistični prihodi ali tako, tukaj je prostor, kjer če daš se moraš staviti, moraš kaj pojesti, morajo otroci igrati, ne. In to bila te pravi namen. Mislim, ker sem bil tudi recimo s nekemu poslancu, recimo v naši deželi, sem povedal, da to je glavna naša kar nam je ostalo v naši kulturi, da je bilo potrebno narediti kaj, je več stresov bilo namenjeno za hiše, za to in to, za kar se tiče te stavbe pa nič, ne. Kar se tiče recimo kašče, zanimivo je tel del z lesa v prvem nastropju. Zanimivo je, kako so te les priključili en na drugega, da je bil stabilen. Vse je bilo verezano in priključeno s cvekami iz drenja, ne? In tako, da ni bilo cveka, ki je bilo vse iz lesa odobljeno na prostoru, ne? Stabilno, ne? In trajno, tako je bilo pokrito s to streho, ki je bila krta slama, ne? In je bil lepo, ta streha je bila zelo močna in pokrila vas tel leseni del in ga je ohranjevala v stoletji. A ti gledaj, kako je lepo naredito tisto. Ja, vidiš, tisti se cvek, tisti cvek iz onija, ne. Mi so luknjo, tam cvek odzabili. To je bilo tako, recimo. Daj, tel kozolec, ki imamo tle pred sabo, je že kozolec, ki ima streho prenovljeno, ne. Prve kozolce so imeli streho
zelo strmo, pokrito recimo slamo, ne? Ta slama je imela močno obliko, je dala kozolcu seboj močno pogled, recimo te pogled recimo spomenika. Zdaj ta streha so potem v letah 1700, kadar so začeli prenovljati strehe ne samo na kozolcu, ma tudi v hišah, kjer so začeli porabljati opeko, korca, ne. Tudi eni kozolci so spremenili svojo streho. Iz strehe zelo strme je streha bolj položna, ne, ki je bolj recimo primerna za korca. In recimo tudi streha, tu ima štiri, tako se vidi, ima štiri nastreški, ne. To je tipična streha beneška. Tle v Sloveniji jo dobimo tajšne, ne. To so prilagodili, to streho, tako so imeli strehe v hišah, tako so tudi na kozolcih prilagodili recimo to posebnost. Tako da dobimo v te poti, ki sem govoril, z Topolovega do Mašeri, dobimo kozolci, ki imajo še recimo strmo streho, pokrito z pločevino, in kozolci, ki imajo prenovljeno streho, zdaj pokrito s korcami. No, to je tudi še ena posebnost. Ne.